Zadnje cajte razmišljal, kaj bi posnel, da bi vam bilo zanimiv, tisti, ki se lotite treningov, priprave za naslednjo sezono in tako naprej. Zdaj, kaj imamo vsi kolesarji? Števc, pa tisti, ki se res pripravljate, imate tudi powermeter. Tako da danes gremo čez nastavitve, powermeter, kaj kjera funkcija pomeni, tiste, ki mislim, da so meni pomembne, pa po večini bojo tudi vam. Tako da, evo, to je to za danes, powermeter, funkcije, kaj pomeni, kako imam nastavljene zaslone, tako da, evo, gremo čez to, akcija. The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Zdaj, nima veze, ali imate Garmina, ali imate Wahoo, ali imate kjerkoli drug powermeter, praktično funkcije bi mogli imeti skoraj vsi enake. Tako da zdaj bom šel pa jaz sam čez, kaj imam jaz, kako so nastavljene, malo bolj podrobno, kakor smo šli nazadnje, samo zato, da boste približno vedeli, kako se pač števc sploh nastavi, pa zakaj je tako nastavljen. Zdaj, preden grem v to, bi še enkrat poudaril, teste je treba pravilno narediti, se pravi, da imate FTP pravilno zračunan, da imate cone pravilno zračunane, tako da jaz sem to že dodal. Resting heart rate sem imel 42 na zadnje, ki sem ga meril, se pravi v spanju, mi je kazalo 42. Pol max heart rate sem si pa nastavil malo manj, kakor sem ga imel na zadnje mislim, da sem imel 196, zdaj sem ga nastavil na okrog 190. Tako da, evo, zdaj pa gremo, ko se pritisne start, se bo tukaj videl, se pravi, funkcije, ki praktično se sam peljete, morate vedeti mogoče, v kateri coni ste, ni pa to še tisto, ki delate intervale. Se pravi, vati na 5 sekund, se pravi moč, ki jo date ven, na 5 sekund povprečje je tukaj izračunano. Ta se mi zdi tako najbolj pomembna funkcija pri meni, potem je naslednja, zdaj zakaj je to pomemben, ne smete iti čez določeno cono oziroma vsaj ne za dolg časa, morate biti spočiti, ko te delali intervale, zdaj če imate kakšno regeneracijsko vožnjo, potem sploh morate pač vedno paziti, da nimate preveč. Se pravi, leva, desna moč v procentih, to je meni zanimivo, zato ker sem imel poškodovano že levo nogo in da vidim, a vozim približno enak z obema. Pol pa mogoče najlažja je cona moči, v kateri vozim, tam je taka, če veš, da greš regeneracijo voziti, veš, da ne smeš biti v, ne vem, 3, 4, 5 in gor, ampak si po večini v enki, če padeš malo v dvojko, ni še nič narobe, ampak ja, to je to. Pol je srčen utrip. Srčen utrip je predvsem dober, da veš, koliko si spočit, takrat, ko se ti nokce lepo vrtijo, boš imel srčen utrip dosti nizek, pa se boš vozil, rečemo, relativno hiter, tudi vati se ti bojo kdaj zdelo, pismo sem že visoke vate, pa je še zmer srčen utrip nizek. Takrat veš, da si dober spočit, pač, da si res pripravljen dati vse od sebe na tistem treningu. Potem je heart rate cona, spet sam za lažjo predstavo, meni pomaga, kdaj sem toliko, ko bi rekel, že zvezde gledam na treningu, da ne vidim več številk in mi je sam pomemben, da vidim pač cono. Kadenca, meni je všeč, da probam skozi vrteti 85 plus, tako da sem si jo dal gor. Čas vožnje, to, koliko je ura v dnevu, zdaj sem že parkrat, ker nisem imel tega nastavljenega, Madonna mi to skozi crkuje. Sem že parkrat mogel pol prestavljati po telih zaslonih, da sem videl pač, koliko je ura. Se mi zdi, da se nam zadnje cajte skozi mudi in je dobro, če imamo pač to uro, da jo skozi vidimo. No, gremo dalje. Pa koliko kilometrov se je naredil, prej tudi mislim, da tega nisem imel, tako da evo, to je to. Zdaj pa, pol je pa še zaslon, kjer se gleda na krog. In gremo zdaj še tega pogledati, se pravi, stisnem lep, tukaj imam pa vati na 3 sekunde, vati na 5 sekund, pa spet cona.
Zdaj, vati na 3 sekunde pa na 5 sekund je kar, ne vem, se mi zdi, da so te na 3 sekunde, da so zanimivi, mogoče bi dal kle lahko names levo pa desno, bi dal še na 10 sekund ali pa na 30 sekund, to pa samo zaradi tega, oziroma to bom naredil, evo, že prva napaka, ki sem jo najdel, se pravi, leva, desna na 5 sekund mi, ko delam interval, skoraj da nič ne pomeni, ker si itak v filtru, probaš pač goniti, kakor lahko. Tako da tukaj bom definitivno nastavil zdaj ali na 10 ali pa po mojem bom dal kar na 30 sekund, zato da dobro vidiš pol ta povprečje, ki si ga na tisti krog naredil, predvsem na začetku, ko se delajo mogoče malo daljši intervali, pa da so relativno enaka moč, ne. To prav pride, vsaj meni. Zdaj, številka kroga, kakšni so te smajali, ampak takrat, ko delaš, ne vem, intervalov malo več, ne vem, da imaš 5-6 intervalov, jaz dostikrat sploh ne vem, a sem v drugmu, a sem v četrtmu, pač fajn je imeti, da to ti pa prav zabelež in točen veš, v katerem intervalu pač si, ne. Tako da evo, v katerem krogu intervalu, kakorkoli. Potem imamo naprej spet srčen utrip, cona srčnega utripa, pač vse standard, kadenca spet, pa krog, koliko časa voziš, ponavadi se dela intervale glede na čas, toliko pa toliko držiš, tako pa tako moč in je pač čas nujno potreben. Tako da evo, to je to. Bi pa jaz tule še poudaril tisto, kar sem, se pravi povprečje. Jaz ponavadi preverim povprečje zadnjega kroga, tako da to si bom izgleda še mogel nastaviti, ker zdaj imam tukaj povprečje cele vožnje, samo pri zadnjem krogu imam kadenco povprečno. Tako da tukaj je dobro, da si nastavite povprečje na krog. Se pravi, koliko časa ste bili v kateri coni, jaz imam zdaj, da gremo najprej to čez končno povprečje, se pravi, povprečna kadenca na krog, kalorij, koliko sem pokuril, povprečen srčen utrip, povprečni vati, levo, desno, koliko sem imel povprečno na nogo, koliko kilometrov na uro povprečno sem imel, max kilometri pa max power. Max power je meni zanimiv, ker skozi pogledam, takrat, ko sem res orang navožen, res obračam neke nore cifre in mi je to pač fajn pogledati. Zdajle, ko sem šel, ko nisem navožen, sem obrnil, mislim, da sam Jurija 300 dobrih, tako da to, tako rekel, vsaj še ne 50% več od tega, čez 2 Jurija mora iti peak power ven. Nazadnje vem, da sem obračal enkrat na teden, ko sem delal šprinte, je bilo skoraj ziher, sem obrnil 2 Jurija, tako da razen, če je power meter orang narobe kazal, ampak peak power je bil, pokazal je tudi 2200. Tako da to je to. Zdaj pa gremo še tisto povprečje zadnjega kroga. Ponavadi, ko delate interval, je dobro si takoj pogledati, kje ste imeli srčen utrip, kje ste imeli moč, še kaj, mogoče tudi ta leva, desna, če koga zanima. Tako da to je meni, pa mogoče čas, ki ste ga oziroma ne, kilometre, ki ste jih naredili, ne, kdaj se prav vidi, da pol zadnji interval smo že malo bogi, pa se tudi, če smo v isti coni za moč, ne naredimo iste distance, ker se pač je le razlika teh, ne vem, 10 vatov razlike, ne, pa ste še vedno v isti coni. Tako da, kar bi jaz dal še, oziroma kar bom dal, pa gremo zdaj prekiniti, pa to naredim, pa se vrnem nazaj. Average glede na krog, se pravi average kadenca, zdaj tukaj jih nisem po nekem vrstnem redu, koliko so pomembni nastavili, se pravi average kadenca, povprečen kilometri na krog, zato da vidiš, da lahko primerjaš, koliko si, če imaš 6 intervalov enakih, da vidiš, kje si bil pač hitrejši, to se mogoče pol bo že po vatih videl, mogoče je naklon na cesti, kakorkoli, zanimivi podatki. Zadnji krog, koliko si imel srčnega utripa, ponavadi
bolj, ko si, se pravi, bolj, ko si proti zadnjemu intervalu, višji bi mogel biti puls, zato ko si že malo bolj zmatran. Vati v zadnjem krogu, potem je, koliko si imel maksimalno vato v zadnjem krogu, normalized power, potem je pa leva, desna po procentih, koliko ste imeli v zadnjem krogu. Tako da to je to, kar se tiče zelo na hiter od števca. Mogoče še ena stvar, ki jo bom še dodal, pa spremenil, bom videl, ko bom začel res se voziti tam enkrat februarja, mogoče že zdaj, no. Mogoče, če veste, kaj bom spremenil, evo, zapišite v komentar, pa bo šla s Petro ali pa bom šel jaz v naslednjem videu še to čez, ker sem nekaj zdajle, ker sem nastavil števc, sem opazil, kaj je še treba spremeniti. Ful hvala vsem, ki ste se naročili, ki všečkate videe, še zmeraj vas pa dosti tega ne počne, tako da prosim, naročite se na kanal, vas nič ne košta, nam pa ful pomaga, če stisnete tudi like, lahko tudi delite s prijatelji, upam, da so vam te videe v pomoč. Kar hočem doseči pa s to serijo videov je, da tisti, ki trenirate oziroma ste se spravili trenirati naslednjo sezono, da se mogoče tudi najdemo skupaj, kaj komentiramo, ne vem, ta pa to dela, pa tako dela, kakšno debato, da ustvarimo spodaj v komentarjih. Upam, da so vam uporabni te videi, če kje tudi ziher kakšno neumnost povem, se pravim, tega zdaj nisem že nekaj časa počel in mogoče bom bolj natančno vam lahko povedal pol ko bom res začel trenirati nazaj. Tako da evo, to je to zelo na hiter v Powermetru, naslednji video. S Petro so se že pogovarjala, bo ona posnela predvsem o prehrani, zdaj že en let v temu, sem jaz mislil to posneti, ampak vidim, da je ona kar bolj podučena na to temo, tako da pripravlja en video in boste to dobili. Tako da nič, če imate kakršenkoli vprašanje, komentar na videe, komentirajte spodaj. Hvala vsem, ki spremljate. Nič, če ne prej, do naslednjega videa. Let's ride!